Dober dan, Janez. Dva seznama imava. Kar? Začneva s seznamom Mira Cerarja, ker se bova posvetila seznamu Jean-Claude Junckerja. Navdušen? Nad seznamom? Ti izber. Kjer te bolj navdušuje? Ja, lej, jaz mislim, da se morava ukvarjati v prvi vrsti z slovensko vlado, logično. Ker glede na to, a ne, da... Kako jih pa poznaš v slovenski vladi? Bolj malo, ne. Bolj malo. Kar je dobra informacija mogoče, ne. Mislim, saj za začetno naivnost in optimizem čist zadost, ne. Zaradi tega, ker mislim, lej, pustimo se presenetiti, pa bomo videli, kam bo stvar šla, ne. Jaz imam tle malo ločeno mnenje. Predsednik države Ja. je danes, ne, sem prebral na agencijskih novicah, ne, je rekel, da Slovenija zdaj pač jadra v konjunkturo in da je to fajn in tako naprej, ne. Včeraj je bilo pa prebrati spet eno njegovih značilnih nebuloz, da ne rečem kaj hujšega, ne, da če bodo slovenski košarkaši zmagali, da bo na kip Svobode razobesil, no in kaj, slovensko zastavo. Lej, ne, predsednik republike bi mogoče lahko prebral tudi kakšne kritične ocene teh indicev o konjunkturi, Ja. pa bi ugotovil, da je še malo prezgodaj za govoriti o tem, da je vlada sedla oziroma stopila na val, ki se je začel silovito dvigovati. Ne vemo. Ne? Samo da ne bo šel na moje jesenice po ledu drzati ali pa narcise nabirati, pa bo ne. Ja, naj gre tja na tisto toček pred Manhattanom, pa naj ga barva. Ja. Lej, jaz imam ločeno mnenje, ne, pri tem, ko ti praviš, ne, poznam ne, ampak to je lahko tudi dobro, ne. Jaz mislim tako, da je količina talentov v Sloveniji relativno majhna, oziroma da je nadarjenih ljudi toliko, da jih ne prav zelo velikim naporom opaziš in vnaprej poznaš. In zaradi tega sem jaz malo skeptičen. Pojva s košarkarskimi prispodobami, ne? Kaj selektor rekel, no, da je strojko eno. Ja, zakaj gre, ne? To se pravi, mogoče proti Ameriki ali podobnim ekipam je mogoče učinkovito igrati sam, če igraš kot celota, ne kot posameznik. Ni treba, da poznaš posamezne igralce, važno je to, da celota nekako obvladuje prostor, parketa, ne? Pri Miru Cerarju oziroma pri njegovi bodoči vladi je fokus predvsem na njegovem imenu, ne? Kaj se bo dogajalo na obrobju njegovega imena. Upam, da bo njegovo ime počasi začelo bledeti in da bo njegovo ime postalo sistem, vsaj po standardih, kakršne je postavil, ne. To se pravi, to je eno veliko upanje. Drugo, kar je pa tisto, ne, s čemer sem se zgrozil, ko je, ne vem, Draško Veselinovič tedni pričal v zadevi Šrot na sodišču in je rekel, država je vzpodbujala lastnike oziroma bodoče lastnike oziroma menedžerje podjetij naj privatizirajo, ne. Kaj pa je to država, ne? Kdo je bil takrat država? V tistem času je bil država, tako kot je on mislil, kdo je vzpodbujal. Spodbujala je vlada in še to v bistvu predsednik vlade oziroma tisti, ki so takrat imeli neke megalomanske načrte, očitno pol ali nelegalne in v bistvu predvsem pa popolnoma zgrešene, ne? Vlada ni država. Država je lahko kvečemu kombinacija raznih silnic okrog parlamenta, pa še tam bi jaz pričakoval 2/3, da lahko govorimo o državi, a ne? In pri vladi Mira Cerarja imam pa zelo podoben občutek, da se rešuje država in da se mora v ta projekt vključiti kaj več kot samo on, pa posamezniki njegove bodoče ekipe, ne. Celo upam, da bodo ti posamezniki manj izraziti in se mi zdi, da bo projekt lahko že v tistem hipu vsaj do neke mere uspešen, če bodo poslušali pametni ljudi in če bodo lobistom preprečili, da se vrinejo v sistem, ne. Kar se menda zdaj naj bi dogajalo pri imenovanju ministra za gospodarstvo. Ja, ker so identificirali neke lobistične interese, saj tako je bilo slišati pač teh, mislim,
mnogi lobiji bodo poskušali preživeti. Jaz bi bil predvsem na njih občutljiv. Ne? Zdaj v konjunkturi gospodarski rasti, inovacij in tako naprej. Tudi jaz sploh ne bi bil imun nad tem, da je treba dejansko nadaljevati tudi proces razdolževanja države in pa seveda strukturnih reform. Ne bi bil imun na te pripombe na eni strani, na drugi strani pa zadnjič sem poslušal studio ob 17, v katerem tudi dr. Kraljič, pa še nekateri pametni ljudje, recimo dr. Jaklič in tako naprej. In so preprosto modrovali. Ne? Eni bolj pametno, drugi malo manj, ampak tisti, ko je na koncu rekel dr. Kraljič, da sta samo dva resorja pomembna v vladi in mislim finančni in gospodarski, vse ostalo je nepomembno. Ne. To pa je katastrofa, ne, taka mentaliteta. Ne. Se pravi, kar naenkrat gremo spet v ideologijo nekega podivjanega ekonomizma, ki ga je v bistvu samo treba spraviti v gosji red tega, kar se po svetu velik kapital počne, pa bo vse v redu. Ne bo vse v redu. Ravno tako je treba paziti na šolstvo, ravno tako je treba paziti na zdravstvo, ravno tako je treba paziti na socialo, ravno tako je treba paziti na vzorce, svede ne po starem, ampak po novem. Treba je redefinirati zdravstvo, redefinirati šolstvo, redefinirati, ampak mora vrednota javnega ostati, ne? Oziroma mogoče celo ukrepiti jo treba na nekih novih temeljih, skozi prizmo učinkovitosti mogoče, skozi prizmo, ampak veš, to morajo delati pametni ljudi, ne pa tisti, ki imajo sončna očala ekonomizma na glavi. Ne? Pravosodje pa niso omenil, ko si našteval. Dobra poanta. Najdu si me. Najdu si me. No, zdaj sva pa tam. Ne? Zdaj sva pa tam. Ja. Kaj bova pa rekla? Ne? Zdaj se pravi, po mojih podatkih je šlo tako, ne, da je Miro Cerar kar precej časa preprečeval Gorana Klemenčiča. Goran Klemenčič nekako te ponudbe tudi precej časa ni sprejel, potem pa je vendarle se strinjal s tem, da bi prevzel Ministrstvo za pravosodje. Ne, se pravi, nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, prihaja v nov resor, pravosodni, ki v 25 letih Republike Slovenije ni nikdar veljal za neko prav zelo strateško točko političnih, kakršnih koli drugih interesov, ker je verjetno narobe. Ne? Zelo narobe, ne? Mogoče bi se iz te pozicije dal preprosto na novo definirati problem, ki se mu reče hroščenje slovenske zakonodaje ali razhroščenje slovenske zakonodaje. Mogoče je on pravi naslov oziroma pravo ime, da bo to postal kot problem. Ne? Sej, to so že zadnjič ugotavljali, da naša zakonodaja je bila sistematično, namensko, hote in vede prehroščena, kar pomeni, da so ogrevali hrošče v zakonodajo z elementi nasvetov, kako se izogneš tožbam države, kje so luknje v zakonu, kako jih uporabljati in tako naprej. Ne? Se mi zdi, da to je, ampak na vsak način sva v tem istem filmu kot pri KPK-ju, moralni ugled nekega ministra lahko zelo pripomore k moralnemu ugledu države, ne? Definitivno. Vse vlade. Ne? Ja. In tudi zanimivo je to, recimo, kako neko tako ime, kot je Klemenčič, takoj sproži neko diferenciacijo. Recimo, če vzamemo zdaj, Levica bo itak verjetno več ali manj molčala ali pa se strinjala, ne? Vsaj do neke mere. Ne? Kaj bo Zoran Janković rekel, vemo, ne? Predvidevamo. Ne? Ampak recimo na desnici je takoj pri Janši je bilo takoj napad žaljivk in podobnih stvari, medtem ko je Ljudmila Novak mu je pa dala šanso. Ne, pa tako je rekla. A veš, zdaj pri Janši je tudi tako, ne, da preden sem jaz semle prišel, sem prebral njegovo najbolj svežo izjavo. Pismo, ja, in sem ugotovil, da besednjak, s katerim označuje Gorana Klemenčiča, pravzaprav preslikal zdaj za označevanje Jean-Claude Junckerja. Ne? Ja. Se pravi, je tako rekoč predsednik Evropske komisije tisti, ki je del organizacije z velikim O oziroma te zarote, ki se morda začela na Čebinah, pa se zdaj nadaljuje v Bruslu. Ne? Tako da se mi zdi, ne, da to počasi postaja, ali pa počasi už rekel, da je že zdavnaj irelevantno. Jaz mislim, da od tele pošte Junckerju, ne, ja. pač je to irelevantno. Ne.
Irelevantno je po vsebini, medtem ko po prostoru, ki ga zaseda, po glasnosti in decibelih, po frekvencah in tako naprej, bo pa to še nekaj časa slišno, definitivno, ne, ker postaja glas norosti, ne, v politični govorici, ne, ki je, veš, kako ne rečem, na nek način nas pred svetovno javnostjo ta slog, ne, spravlja v zadrego in nas sramoti, ne, ker ne operira z argumenti, operira z nenehnimi žaljivkami in še pri tem nima najbolj izdelanega repertoarja, niti nima prav veliko v besednjaku, nima prav veliko besedi. Ne. Kar pa ne pomeni, da sva midva nad imenovanjem Alenke Bratušek navdušena. Nasprotno. Tudi nad Junckerjem, ne, da ne bo pomočil. Tudi nad njim, ne. Vendar so najni pomisleki, ki sva jih uskladila na poti do sem, popolnoma druge sorte. In se tičejo vprašanja cinizma do pravnih standardov, ki si jih je privoščila in slovenska vlada, s tem, ko pa Jean-Claude Juncker to sprejema in tega ne problematizira, ne postavlja pod vprašaj, je pa hočeš nočeš to cinično držo do pravnih standardov posvojil, ne, oziroma pristal na nje. Ne. Ja, kar je najhujše. A ti poznaš njega? Junckerja? Ja, sem ga zelo odblizu že gledal, poslušal in tako. Ja. Se ti zdi čuden, mislim, da... Celotna evropska politika se mi zdi, oziroma ta prevladujoča politika se mi zdi utilitarna, pragmatična, rahlo cinična, rahlo pokvarjena in učinkovita. To se pravi, delujejo... Učinkovita? Ja, učinkovita, zato ker oni enostavno speljajo svoje. S tvojimi prvimi pridevniki se strinjam, s te zadnjim pa ne. Ne, stvar učinkuje. Ker vedno enako učinkuje. Če učinkuje na način, da imamo cilj postaviti komisijo, pa smo učinkovito jo sestavili, pa se strinjam, da smo jo učinkovito sestavili. Dejansko, ampak tako vedno stvar funkcionira. Poglej, ko so Slovenijo izbirali, ne, za vzorno članico v Evropski uniji kot zgled Madžarski, Češki, Slovaški in pač tem Litvi, Latviji, Estoniji, v tistem času so Sloveniji lepili neprimerno dobre ocene in pa lepe predevnike, ki niso korespondirali z realnostjo. Slovenija preprosto ni bila to, za kar so jo naslikali in so preprosto ustvarili hollywoodsko iluzijo, zato da so pač učinkovali v svojem mehanizmu. Ne. Potem so si izmislili maastrichtske kriterije, ki so jih prvi prekršili Nemci pa Francozi. Prvi. Ne. Debelo. Potem, ko so jih pa drugi, je bil pa naenkrat velik problem. Ne. Potem so si izmislili Evropo vrednot, a veš, so zraven že od 82. leta iz strateških razlogov, ki so bili v bistvu geopolitični razlogi, po mojem, Amerike pripeljali Grčijo, potem so jo pripeljali, 2000 ali 2001 pripeljali v monetarno unijo, ne. In so točno vedeli, kakšne vrednote imajo Grki glede pobiranja davkov, glede pravne države, glede korupcije, skratka, pravna kultura so imeli vedno tako, kot so jo imeli, ne, in vsi so to vedeli. In so oni preprosto goljufali vrednote, ki so jih razglašali. Ne. A veš, in zdaj pa ta neoliberalna lokomotiva, ne, ki je pripeta na evropski vlak, ki se reče Nemčija, ne, preprosto sebi koristi, Evropi malo manj ali pa tudi ne, a veš, in enostavno gledajo samo, kako bodo učinkovito pripeljali te svoje interese čez in kako se bo demokracija zgodila pravzaprav provizorično. In dejansko tako vtis imam pri Junckerju. Ne. Čeprav, ko sem ga poslušal takrat v tistem soočenju, moram reči, da mi je bil všeč zato, ker je bil edini zadržan in ni prodajal lažnega entuzijazma. Skratka, je ta v bistvu svoj resignirani cinizem prodajal kot politično realnost. Ne. In to se zdaj kaže, enostavno. Ne. Se pravi, popolnoma mu je vseeno, kaj si slovenska vlada misli, kaj si slovenska država misli. Moj formalen predlog, da Bratuškova bo pač, zato ker njemu odgovarjajo ženske kvote, mogoče je celo on dal sugestijo, se je predlagala. On je tukaj ima in zdaj mu je popolnoma, zdaj mu je Janša pisal dolgo užaljeno pismo, kako Juncker v bistvu EPP skupini slovenski zaril nož v hrbet in podobne zadeve. Ne. In on bo šel lepo čez in to tako bo. Ne. Ga ne zanima nič. Ne. Kar pomeni, da vrednote, ki jih razglašajo, so vrednote samo takrat, kadar hoče, da so vrednote. Sicer pa...
In nikome ništa. Vsi lajajo in karavana gre dalje. To je to. In nikome ništa, bi rekel pokojni Jože Pučnik. Ja, in nikome ništa. Ne? In to se pravi, to je iz te strani. Iz druge strani, ne, je pa tudi komedija to, kar recimo predsednik Židana, ne, ali pa Karl Erjavec in teli počnejo. Ne. Zato je to navadna komedija. Ne. Takrat, ko se je odločalo o 3 kandidatih, ki bodo šli v Bruselj, so bili na seji, so bili zraven, so bili za. Ne. Zdaj razlagajo v nadaljevanju teh postopkov, zato ker se je vmes politična slika nekoliko spremenila, predrugačila, pa bi pa naenkrat iskali elemente demokracije v vladnih odločitvah, ki so bili verjetno ves čas enake, ne? Na enak način funkcionirajoče. Ne? No, mislim, veš, je pa res, ne, da so potem v zadnjem dejanju še naredili ta hokus pokus, ne, da je 6 glasov proti manj kot 4 za. Ne. Tako da, popolnoma neprimerno, seveda. Ja, ne, tako da se mi zdi, da je ta zadnje dejanje, ne, pravzaprav pojasni vsa poprejšnja. Mislim, hkrati pa daje na nek način, ne, Cerarju priliko. Ne. Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker se pravi, toliko aroganten odnos do vladavine prava, ne, kot ga lahko pri teh malih pravniških čaroljah, zvijačah, prevarah in tako naprej vidimo, ne, vzpostavlja možnost, ne, da reče v redu, ne, zato bo še čas, ne bomo delali. Ne. Ja, on je zdaj mandatar, ne, in ko bo postal predsednik vlade in ko se bojo pravna mnenja okrog tega izčistila, bo nemara lahko ukrepal. Ne, ker če bodo ugotovili, da je bilo to pogoljufano stališče, ne, potem bi to tudi... Kaj imaš pa tožil? Ne tožil, ampak ne vem, kdo je rekel. S koga zahtevaš razsodbo do pravnega sodišča? Ja, smešnica se. Ne vem, sodišče Evropske unije? Ampak glej, v ozadju vse te šarade, ne smemo spregledati nečesa, ne, da je mali politični karierizem v bistvu postal neka samoumevnost in smo izpred oči izgubili veliko sliko, ne, tlorisen pogled na Slovenijo, ki je država, ki jo treba potegniti prvič iz krize, drugič v nov cikl, v novo inovacijo, ne samo podjetniško. Mislim, ta ekonomizem se je zažrl praktično v vsakdanji besednjak, samo še o ekonomizmu se si pogovarjajo. Ne. Kaj pa o kvaliteti življenja, kaj pa o nekih, veš, kako ne rečemo, ne, ekonomizem oziroma ekonomski uspeh je lahko posledica nečesa drugega in to drugo je treba poiskati. Ne. Ker če bo ekonomizem postal sam sebi namen, potem bomo tam, kjer smo, ne, v državi pohlepa in privatizacije, ki poskuša vzeti delo drugih, ne, in tako naprej. Skratka, ne. Mislim, to je neverjetno, kako je cela Slovenija reševala državo najprej pred Janšo in njegovo, kako ne rečem, to oligarhičnim samodržstvom. Ne. Potem je naenkrat kriza narekovala logiko trojke in smo reševali državo pred trojko. Ne. In zdaj smo pa kar naenkrat izgubili to sliko, da je treba državo naprej reševati, ampak so se v bistvu ti ljudje, ki so se čez javno mnenje potegnili v neko virtualno žrtvovanje za državo, postali čist tako navadni mali pohlepneži in zdi se, tako bom rekel, zdi se, kot da je to postalo normalno. Ne. Zato moramo zelo opozarjati, ne, da se je naenkrat spet zgodil kako ne rečem, ena taka intercepcija pohlepa, ki moramo jasno in glasno odkloniti. Dejansko se s tabo strinjam, da v zadevi Bratušek mogoče treba bolj načelno pa bolj ostro udariti, kot da to ni tako nepomembno vprašanje. No, tako. Ja, lej, bo predsednica vlade Republike Slovenije, danes je še lahko tako nazivava, bo pač vodila energetske resorje, koordinirala energetiko v Evropski uniji. Je ratalo v življenju, ne? Koraki so bili precej nenavadni. Ne? Oba dva veva, ne? Da ni velikih metov v življenju. Na tisto, kar ti v življenju rata na tak način, ni nikoli uspeh in se nikoli dobro ne konča. Ne na osebni,
ne na kolektivni ravni. To je enkrat ena. Ne. In to, kar je ona naredila, izničuje njeno preteklo delo. In to v veliki meri, ker pokaže v bistvu, da je njen karierizem bil v njenem delovanju bolj pomemben kot pa karkoli drugega. Ne. En kanček brezinteresnosti že more voditi človeka v njegovih ravnanjih. Ne. Pa vsaj nekaj recimo temu idealizmu, ampak to je v bistvu mogoče že preveč. Če pa so interesi, morajo biti pa dobro izračunani, ne. Res dobro preračunani. Nam se 20 let že to dogaja, kar se zdaj škotom, ker se odločajo, grejo na svoje ali ne grejo na svoje. Ne. To je zelo interesantno, kako bodo oni preračunali zdaj to svoje osamosvojitev, ampak naša je se izfižila v tem. Podpiraš Škote? Ja, načeloma logično, da jih podpiram, ampak v bistvu mislim, da v procesu globalizacije to majhen zamujen projekt. Ne. To bi se moralo zgoditi, ne vem, 30 let nazaj, ne. Zdaj smo pa v popolnoma nekih drugih razmerih, ki je treba poiskati regijska ravnovesja. Vse imajo, mislim, kulturno avtonomijo imajo. Vse drugače, Angleži so, če gledaš zgodovino, vedno znali z njimi, ne. Vedno so znali obljubljati, vedno so znali dajati mala darila in vedno se jim je išlo. Jaz mislim, da se jim bo zdaj tudi izšlo, ne. Lej, mislim, če se ne bo šlo, bo to zanimiva tema najenega komentarja v naslednjih tednih. Ja, ampak recimo to, kar sem hotel povedati, ne, je logika države. Ne. Tako kot je Veselinovič rekel, država je spodbujala. Kaj je država? Mi moramo malo se zavedati, kaj je država. Ne. Država je več kot samo vlada. Država je celo več kot samo parlament, pa če se že pogovarja o parlamentu, ga mora biti vsaj 2/3. Nekaj, kar zbuja občutek za konsens. Kdo vlada državi? Vlada ljudstvo, to se ve po ustavi. Ja, preko inštitucij, ne, ampak inštitucije je pa preko zakonov, ampak je pleroma zakonov, pleroma inštitucij, kar pomeni, da imamo tridelen sistem, ne, vladavina. Ja. In tudi vladavina prava in, a veš, sodstvo ni hlapac, a veš, oblasti, ampak je konstitutiven del državnosti in dejansko je, ne. Ja. Mislim, kje mi čutimo zdaj državo? Tako, da jo resnično čutimo, tako v vsakdanjem pomenu besede. Čutimo jo potem, ko grejo lopovi za zapahe, je tako? Ja. Druge ne čutimo, upam, da jo še bomo, ampak trenutno jo čutimo to, da obstaja nek red v državi po pravosodju, po tem, kar ono počne. In seveda so vsi nedolžni, vsi zatrjujejo, da so nedolžni, vsi so po krivici zaprti, ampak mi imamo vtis, da se je neka pravica zgodila in da ta država funkcionira, da ima neko predvidljivost, da je napovedljiva, da če delaš protizakonito, se to slabo konča. Sodstvo nam to sporoča, ne? A veš. Hvala.